Človek božji, kad jaz zdaj povem o tej dogodivščini, ki sem jo imela. Kje začeti? Ja, na začetku, ne? Torej, 15. februarja sem se podala na svojo prvo pustolovščino letos. Namreč letos je vse ful čuden. Kljub tem, da to naj bi bilo moje leto, ne, sem si obljubila, da 2025 bo najboljše leto, tako kot si obljubim vsak let, pa pol januar pride, pa v bistvu leta 2020 sem začela to prakso, ko sem si rekla, to bo najboljše leto do zdaj, pa vsi vemo, kaj se je zgodilo januarja 2020. Do zdaj nisem imela priložnosti, da bi kamorkoli šla. Za 15. februar naj bi šla kampirati v puščavo in potem še prespati v enem hotelu. In zjutraj se začne kaos. Jaz se zbudim in vidim, da imam povabila na 3 avdicije. Ok, to se ne sliši grozen. Tukaj v Ameriki je drugačen sistem, da te povabijo na avdicije. Lahko se prijaviš na projekt, ampak na avdicijo te šele povabijo. Ni redko kdaj lahko tako, da kar vsi lahko grejo na avdicijo. In en tak rek je v angleščini, ki velja za to industrijo, in sicer if you wanna book a job, book a vacation. In točno to se čisto vsakič zgodi. In čisto vse so imele rok do nedelje. To sicer ni taka slaba novica, ampak jaz, ko sem ostala, naj bi čez 1 uro šla od doma, da se izognem gužvi. Tako da mogla sem se pol tisto jutro naučiti za vsak projekt 4 strani teksta, posnet, zmontirati, tako da že to. In med tem, ko sem probala to narediti, se mi je zlomila kartica. Spominska kartica za kamero. 3. tisti teden. 3. človek moj. 3. spominska kartica na čist isti način. Te spominske kartice jaz imam že 10 let. V istem tednu so mi vse 3 šle k vragu. In potem sem mogla v bistvu poklicati kolega, da mi je pripeljal spominsko kartico, zaradi tega, ker kje imam jaz zdaj cajt še po trgovinah hoditi. In potem končno posnamem vse ure, že 11, ko mogla bi iti od doma ob 8, se usedem v avto in se trikotnik pokaže. Prius trikotnik. Zdaj tako je, ne? Ta Prius je 2007, ni niti moj ni moj avto, delim si ga z nekom, zato ker sva oba malo preveč revna, da bi imela svoje avte. Prikaže trikotnik, ki pomeni okvaro baterije, da avto bo kaput kmalu, ima trenutno 189.000 prevoženih kilometrov. Upala sva, da bo vsaj do 200.000 šlo. Jaz sem še vseeno veril v to, ampak ja, ta trikotnik je slaba stvar, ker pomeni, da je v bistvu na zadnjih izdihljajih ta avto. In je bilo tako, super, a zdaj jaz se pelem v puščavo srednji česar, jaz upam, da mi avto ne crkne, ker nekjer tam ni signala, ne. In se rečem, ajde kul, ne, gremo dalje. No in potem se začne pustolovščina, sicer vse ostalo je bilo ful super do večera torej. Fascinantno je recimo bilo videti palme, pa zadaj snežene gore, ker glih malo prej smo v Kaliforniji imeli 4 dni snežnih in deževnih neviht, tako da so bile povsod poplave, plazovi. Potem, ko je gorelo vse skupaj 1 mesec, se ne veš, kako se počutiti. V glavnem, pridem ob 7:30 zvečer na mesto v kampu. In tukaj je tako, da recimo ti moraš mesto rezervirati v kampu, vsi so tako popularni, sploh v puščavi v tej sezoni, da ponavadi kakšen mesec, 2 prej moraš rezervirati, ne, in tudi plačaš vnaprej. Kamp mest je nekje tam okrog od 15 do 40 v vsakem kampu in ta kamp je bil res skup srednji česar. 1 uro pa pol vožnje v drugo smer do civilizacije, pa 2 uri pa pol v to smer. In pridem jaz ob 8, cela crknjena, jaz samo spat hočem, cel dan sem vozila, stresno jutro sem imela. Zdaj, ko obujam spominim, je tudi tok kva. Pridem jaz do kamp mesta in ima nekdo tam postavljen šotor, ne sam šotor, celo panjavo, pa piknik ponjavo, pa šotor, pa avto, pa vse tam zaseden. In se rečem, moj bog. Se vozim malo po kampu, gledam, če je kaj frej. Itak sem vedela, da ni, zato ker ta kamp, vsi kampi so bili razprodani za tisti vikend, tako že res mesecev naprej. In se zapeljem in vprašam gospoda, kdaj ste pa vi sem prišli, a ste danes tako? Ne, jaz sem bil pa že tukaj 2 dni in sem tako, ja, jaz imam pa to mesto rezervirano. In načeloma bi zjutraj mogel priti upravnik kampa, zato ker večina kampov, teh cenejših kampov, je v bistvu, da imaš samo WC, nimaš tušev, nimaš nič urejenega,
pa enkrat na dan pride park ranger oziroma pač host in pride pogleda, da so se res vsi spokali, ki bi se mogli in postavi na mesta, kjer so rezervirane te tablice, da je rezervirano in noben ni prišel tisto jutro. En velik razlog je za tem, da v Trump administraciji so en dan prej okrog 4000 ali 5000 ljudi v teh narodnih parkih odpustili. Kao, da ni potrebe, da je toliko ljudi zaposlenih, preveč denarja daje za narodne parke in take fore si. Sem skoraj 100% prepričana, da zato ali je bil nekdo odpuščen ali pa iz principa ni prišel. Ali pa je prišel, pa mu je dol vesel. Se vozim okoli v kempu, iščem, če bi mogoče kdo imel plac, da se jaz stlačem noter. Ne. Tisto mesto, ki je pa za tega upravnika, ki lahko kdaj pridejo prespati, je bilo pa prazno. In glede na to, da noben ni prišel, noben ga ni bilo tam, in sem si rekla, jaz sem plačala za ta kemp. Tema je res taka tam, pač, kakor sem rekla, civilizacije ni 200 km oziroma 150 km ni nikjer nobene civilizacije. Tema. Nisem se hotela voziti v temi in iskati nek graben, kamor se lahko odpeljem, če bi imela, ne vem, pogon na 4 kolesa, ajde cool. Ampak sprijel sem se tam voziti čez tisto goščavo, ja ne. In sem se odločila, da bom pač postavila šotor za čez noč tam, kjer naj bi bil ta host. Odprem prtljažnik, ja nisem šotore vzela. Samo palce sem vzela. Najbolj smešna stvar je bila, da sem tako. Vsakič do zdaj sem pozabila metlico doma in da pač kleka kampiraš vse to šodr, imaš pol naslednji dan in je fajn, da malo pometeš spredaj. In vedno sem si rekla, naslednjič mi pa res metlico prinesla in sem toliko bila ponosna nase, da sem vzela eno malo metlico s sabo. Sem si rekla, zdaj sem pa res spakirala vse. Ne. In sem se sam začela smejati. Jaz sem se samo sedla na klopco in sem se začela smejati. To je bilo pa tako res popoln konec dneva. In hvala Bogu, v Priusu se da spati, sem že spala, v bistvu 2 sva spala tam v Priusu, tako da pač enostavno sem čez noč prespala v Priusu, itak je bilo zunaj, mislim, da je bilo 3 ali 4 stopinje, drugače bi me itak zebel pa pihalje, tako da sem se fajn naspala v Priusu in potem zjutraj sem se zbudila malo pred 5, da ujamem sončni vzhod. In itak, čim sem videla sončni vzhod, cel svet je bil lepši in vse je bilo okej. Mir in tišina in samota in joj. Nobenega ni bilo po koncu do sončnega vzhoda, tako da je bilo res, da sem sama v kempu. Potem sem šla laufat v puščavo in sem mogla laufat v vensicah. No, druga opcija so bili teli čevlji ali pa bosa. Bosa ne bi glih, ker kače. Ker jaz, ko sem hotela iti laufat, sem gotovila, da sem tudi čevlje za laufanje pozabila. Drugače pa sem pozabila čevlje za tek doma. Šotor in čevlje za tek. Kva? Del razloga, zakaj sem sploh bukirala ta kemp, je zaradi tega teka. V glavnem, potem se je pot nadaljevala. Pustolovščina je definitivno bila. Naslednji dan sem se zapeljala čez cel narodni park in naredila plan že za novo pustolovščino, ker sem si rekla, ne bom nikoli več šla toliko dolgo brez pustolovščine, zato, ker pol gre vse narobe. In potem sem preveč žalostna, ker si rečem, to bo najboljši vikend mojega življenja, zato, ker je edini vikend, ko lahko nekam grem. Sem si rekla, ne, čez 2 tedna pridem nazaj in bom ponovila vajo. To je moja filozofija. Ko imaš slabe spomine glede določenih lokacij, moraš iti tja in narediti nove spomine. Genialna ideja. Mogoče bom šotor vzela sami za lepšega, ampak meni je super spati v avto, tako da ni taka panika, plus meter pa čevap sem, tako da lahko spim kjerkoli. Tako se je končala moja nora pustolovščina, vikend pustolovščina. Na koncu sem prišla domov vesela, zelo je bilo fino, da je to čar vseh teh pustolovščin, zato ker stvari grejo vedno narobe in če se res pripraviš samo na to, da bo super, pa si lahko zelo hitro razočaran in se stvari dogajajo, valjda na začetku si malo tako ampak zdaj, ko gledam nazaj, je pa vsaj ena fajn zgodba. Mar ne? Fajna zgodba za na YouTube. Ok, v glavnem, naroči se na moj kanal. Thanks. Bye.